tudi recimo, če govorimo o klimatski krizi, ta nas je popolnoma okupirala. Recimo v astrofiziki imam seveda po svetu številne kolege, ki jih takole tudi malo zanima, recimo kakšna predavanja za širšo publiko in podobno in to redno počnejo. Ja, pa že pred korono, takole ob kavi na konferenci klepetaš o tem in onem in zelo različni ljudje, zelo različnih koncev sveta so mi rekli, ja pravzaprav samo še o klimatski krizi govorim, kot astrofizika. Ne govorim več o svojih odkritjih ali pa o drugih odkritjih, o vznemirljivih stvarih v vesolju, kajti to je dejansko res pomembno. Skratka, to zavedanje v določenem delu populacije obstaja, določena del populacije pa enostavno noče razumeti, pa treba je še nekaj povedati tukaj. Morda so nekatere številke tukaj, kako bi rekel, ne najbolj spretno predstavljene. Če rečete, da se bo svet segrel za 2 stopinji, se to sliši, danes, ko sem se pelal do vas s kolesom, je bila temperatura najbrž 5-6 stopinj, ko bova tole končala, pa blizu poldneva in bo verjetno 7-8 stopinj, če bi pa sonce popoldne posijal, pa bo moral pa bundo itak pa rukavice sleči, ker bo temperatura šla na 13-14. Kaj mi torej te 2 stopinji pomenta? Sej od zjutraj do popoldne je dost večja razlika. Imate prav, ampak zgodba gre v povprečju. Ko se pa v povprečju dvigne za tok, potem pa seveda žal se da pogruntati, koliko več boste imeli hudih dogodkov, kot so raznorazno ekstremno vreme, suše, poplave in tako naprej, do neke mere dvig vodne gladine, pa predvsem sprememba klime. In treba je tudi to vedeti, da če imamo kakšnega poslanca, ki misli, da kaj razume, pa to nekako ni res, in reče, sej v preteklosti Zemlje, ko sem jaz študiral geologijo, to že bilo bolj toplo, kot bo zdaj čez 100 let. Ja, res je, noben problem. Zemlja bo preživela, planet bo preživel, sploh se ne sekiram za njega. Ampak ljudje pa še nikoli nismo tako hitre spremembe imeli niti približno. In ljudje kot civilizacija pa čisto preprosto ne bomo preživeli. Skratka, pogovarjamo se o planetu, kjer verjetno se lahko zgodi, da ne bo ljudi. In to pa ni zelo dobro. V tem smislu ni zelo moralno, ni zelo etično, ni zelo marsikaj. Skratka, če je vaš cilj to, da gledate televizijo, dokler lahko, potem ni treba nič narediti, ker tam nekje leta 2050 boste imeli že resne težave, ampak to je to. Ampak seveda, če sem zelo neposreden in grob, na vašem grobu ne bo cvetja. Zaradi tega, ker ga nihče ne bo dal, ker bo rekel, ta človek ni vreden, če bo seveda kdo takrat.